kar pravkar poslušamo, spoštovani in spoštovane, so nočni zvoki posneti ob reki Soči, od njenega izvira v Sloveniji do izliva v Italiji. Po desetletju snemanj na terenu je nastal 60-minutni album Nocturno, pod katerega se podpisujeta lokalna umetnika Martina Testen in Simon Šerc, mednarodno uveljavljena ustvarjalca na področju audiovizualne in intermedijske umetnosti. Projekt Nocturno je bil te dni premierno predstavljen na novogoriškem festivalu ROR, ki ga že nekaj let skupaj s partnerji ustvarja novogoriški kolektiv Brida. Festival je letos potekal pod naslovom Elementi in je po predlanski Luni in lanskem Marsu Zemljo letos zaokrožil trilogijo nebesnih teles. In v studiu sedaj toplo pozdravljam ženska dela obeh ekip, Martino Testen in Sandy Mango. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Ste si že odpočili od festivala, kar naporno bilo nekaj dni, predvčerajšnjem ste zagrnili zadnjo zaveso, kako je bilo, Sandy Mango? Ja, nismo se še odpočili, teče šele drugi dan po festivalu, kar pomeni, da je še veliko dela s pospravljanjem, s papirji in tako naprej, ampak bomo nadoknadili, kako je bilo. Bilo je kot vedno fantastično, ROR ima vedno fantastično publiko in ta daje dušo pravzaprav vsem dogodkom, ki se tam dogajajo. Tako da bolj navdušeni, kot smo, ne bi mogli biti. Plus nova sodelovanja in to z tako visoko cenjenimi domačimi oziroma lokalnimi ustvarjalci je samo še češnjica na tortici. Kaj pa vi, Martina Testen? Mi dva s Simonom sva še vedno vzhičena, neverjetna izkušnja, res vsi mislim, da smo zadovoljni. Tisti, ki smo sodelovali, verjamem, da tudi občinstvo. In če ostanemo kar pri vas, Martina Testen, vaše ime je v javnosti v zadnjih dneh večkrat omenjeno v družbi najboljših terenskih zvočnih ustvarjalcev. Vaše zvočno delo z naslovom Early Morning in the Mastnak Forest se namreč umestilo v prestižno zbirko 15 najboljših terenskih zvočnih del zadnjega desetletja. In naj povem, da so zvočni zapisi, ki so konkurirali za uvrstitev v to zbirko, prišli z vseh koncev sveta. Iz Evrope pa sta bila izbrana samo dva, iz Francije in Slovenije, kot smo slišali. In če se še navežem na obrazložitev ob uvrstitvi v to prestižno družbo, uvrstitev dela Martine Testen v ta izbor je tudi odlična promocija za Slovenijo in njene naravne lepote, saj dokazuje, da so slovenski gozdovi zvočno enako čarobni in dragoceni kot najbolj eksotični kotički sveta. Kako se je torej začela ta vaša pot v svet terenskega snemanja in zvočne umetnosti in zakaj ravno ta gozd Mastnak? Naj popravim, Mešnjak. Forest Mešnjak. Tam se je rodil moj oče. Zgodba se je začela na podlagi moje raziskave, ko sem šla iskati v bistvu naravni arhetip zvoka človeka in to so naravni zvoki. In sem se vrnila v otroštvo in od tu ta dosežek oziroma to ni nagrada, ampak je v bistvu res ena uvrstitev. Če samo pomislim, da sem na kompilaciji skupaj z Đorđom Vladom, ki je verjetno občinstvu najbolj znan kot tisti, ki je prispeval naravne zvoke zelo glasnega filma Dune, je to v bistvu neverjetna zgodba. Pri tem bi se pa tudi človek vprašal, kje so pa ostali veljaki, kot ne vem, Chris Watson, ki dela za National Geographic, kot Lawrence English, kot ne vem, Daniel Menč. Na vse zadnje bi pa lahko bil na tej kompilaciji tudi Simon Šerc, s katerim sva naredila tudi Biodukt in Nocturno. Med drugim je Simon, to je zanimivo za ta naše lokalno področje, med drugim je Simon znan kot snemalec naravnih zvokov v ekstremnih razmerah. Njegova Bora Skura je prejela veliko nagrad, snemal je burjo 200 km/h. Med drugim na univerzi v Licu njegova Bora Skura se uporablja kot učni primer
za snemanje v ekstremnih razmerah. In prav, če omenjamo festival ROR, na katerem sta predstavila Nokturno, Sandy Mango, to je bil pač premierno predstavljen vaš projekt v okviru Evropske prestolnice kulture. Pogosto prepletate na festivalu različne oblike umetnosti, znanosti in tehnologije. Po kakšnem ključu zbirate sodelujoče umetnike? Ja, jaz se bom najprej navezala na besede Martine in nadaljevala, kakor bi rekla naša none, ni prav nič čudno, ki je Quench of the Water, da je tam, kjer je, ker sta to neverjetna avtorja, s katerim smo se poskušali že vsaj 2-3 leta povezati, in zdaj je prišla priložnost in smo rekli, zdaj pa nam ne uideta, in smo jih spet malo začeli matrati in kontaktirati že nekje sred zime, in se je to potem razvilo v to sodelovanje in smo zelo zadovoljni. Predvsem zato, ker je to premierno prikazan projekt, ki bo nima nobenih dvomov končal tudi še v kakšni zbirki in prejemal nagrade. Ključ je pravzaprav zelo veliko izkušenj na tem področju, obiskovanja sorodnih festivalov, pa tudi drugačnih pač dogodkov, ki so na področju znanost, umetnost in tako naprej, za dobro mero informiranosti in seveda iskanje kontakta z avtorji. In potem se sestavi neka celota. Tukaj bom pri ROR-u povedala, da vsebine sestavljam prav jaz, pravzaprav, in nekako sem si že pri drugih stvareh želela sodelovati z Martino in z Simonom in tokrat sem je želja uresničila. Tako da se jim zahvaljujem, no. Festival ROR je v Novo Gorico ponovno pritegnil široko množico obiskovalcev, to je bil tudi eden od dogodkov v okviru letošnje Evropske prestolnice kulture. Gospa Mango, se vam zdi, da se publika vedno bolj vključuje v participatorne in interaktivne projekte, ki jih festival pogosto ponuja? Ste že vzgojili svoje občinstvo tukaj v Novi Gorici? Ja, gledajte, meni je recimo en tak dogodek ful v veselje, da je fant, zdaj ne moramo več reči, da je fantek, ki je obiskoval naše delavnice še pred EPK-jem, še pred vsem tem bliščem in pompom in krasnimi dogodki, hodil k nam na delavnice in zdaj ga srečujem skoraj srednješolca in je še vedno navdušen nad znanostjo, umetnostjo, razmišlja o tem, vidi vse skozi to prizmo. Seveda lahko povem, to je naš zlati Benjamin, ne? Poznamo ga tudi zato, ker je delal zdaj 3D printe makete Nove Gorice z osnovno šolo. Seveda imamo tudi starejše, ker mi delujemo medgeneracijsko in ja, dobimo tudi veliko feedbacka od ljudi, tako rad pridem, tukaj se pač vklopim v vaše projekte, razumem, ker mi izmeri kdo kaj razloži. Potem imamo ljudi, ki si sami ustvarjajo svoje mnenje in nam ga povejo. Ja, mislim, jaz vedno pravim, občinstvo, ki ga imamo mi, je fantastično in se veča in smo zadovoljni. Ja. Odlično. Gospa Testen, vaš projekt Nokturno, ki ste ga ustvarila skupaj s Simonom Šercem, kot smo že prej poudarili, je bil kot omenjeno eden od projektov na festivalu ROR, pospremljen tudi s svetlobno inštalacijo. Sama sem jo doživela kot nek svetlobni miceli, ki prede svoje niti pod gozdom. Ste zadovoljni z odzivom občinstva? Ja, krasno bilo. Nad pričakovanjem, res, novinarji so prišli, stroka je prišla in vsi prijatelji. Moram reči, da sem bila presenečena, ker zadnji čas, sploh to poletje, sploh nismo imeli časa za prijatelje in vsi so pohvalili, vsem je bilo všeč. Sicer pa je pri vaših delih v ospredju predvsem pozorno poslušanje narave. Kako pomembno je poslušanje, prisotnost, ne le umetnost, ampak v vsakdanjem življenju? Se znamo še ustaviti in resnično poslušati svet okoli sebe? Mislim, da nam to manjka, celotni družbi, preveč govorimo in premalo se poslušamo. In v bistvu zgubljamo s tem, ker mi bi se mogli ustaviti, bi se mogli zamisliti, bi mogli razmisliti in narava in tudi zvoki nas v bistvu lahko pomirijo, no, lahko nas tudi razvrejo, ampak Simonom delava na tem, da ampak nočeva zaiti v neko zdravilnost, kot zvok, ampak sporočilnost. Ima lahko zvočna umetnost tudi
ekološki učinek, izobraževalni učinek? Vsekakor. Mislim, da jaz verjamem, da sta tako znanost kot umetnost dve valilnici idej. Verjamem v multidisciplinarnost, da se morajo stroke pogovarjati, nazaj smo pri komunikaciji, sodelovati in da tle toliko še neraziskanih stičišč. Tako da to je tisto izhodišče, ki ga želite tudi predajati vašim poslušalcem, občinstvu, kaj ne? Ja, vsekakor, upam, da to začutijo. Mislim, da stvari se vedno začnejo pri sebi in če to začuti nekdo drugi, kakor se rečemo tudi meni zgodilo na tej kompilaciji, ko smo prej govorili, nekoga se je mogla stvar dotakniti. In to želimo. In mislim, da najprej začneš pri sebi in na podlagi svojih občutkov in tisto poskušaš predati naprej. Seveda Nokturno govori tudi o zaščiti habitatov. Zakaj? Zato, ker mi smo poskušali ohraniti primarne zvoke. Zanimivo je bilo, da na instalaciji, da so se nekateri otroci odzvali z jokom. In smo prav pozabili, da v bistvu te zvoki so tako pristni, da v bistvu za otroke, tudi jaz kot otrok. To je prvobitni odziv. In po eni strani smo dosegli, nismo hoteli to, da bi se otroci jokali, ampak smo dosegli to pristnost, smo to surovo naravo prikazali. Tako. Gospa Mango, prejle smo se dotaknili ekološkega vidika umetnosti, tudi na pravkar zaključenem festivalu ROR ste temu posvetili precej pozornosti, tako z izbiro teme, kot tudi z izborom sodelujočih. Kaj vse ste naslovili v tem kontekstu? Ja, ena glavnih stvari, ki je bila najbolj vidna, pravzaprav tudi vsakomur, ki je prišel na festival, so bile onesnaženost voda z mikroplastikami. Tukaj smo se povezali z društvom Glob Italija, ki imajo krasen projekt, kjer so znanstveniki in učenci srednjih in osnovnih šol, tako na slovenski kot na italijanski strani, naredili cel projekt raziskave, šli so po vodah Soče, morja, vse vode, ki nas pravzaprav okrožajo, in iskali vzorce in potem raziskovali z mikroskopi videnost teh onesnaženosti z mikroplastiko. In to so si lahko tudi obiskovalci ogledali. Tam so pripeljali svoj pomični laboratorij z mikroskopi in so bili na voljo za bilo kakšne odgovore, za bilo kakšna pojasnila, kaj delajo oziroma kaj pravzaprav obiskovalci vidijo. In en takih projektov je bil pa tudi projekt Jellyfish World od Daniela Kurnicaka, to je nemški avtor. On je pravzaprav pobiral ne sicer mikroplastiko, ampak odpadno plastiko v vodah in iz njih naredil meduze, na katere potem je tudi napisal svojo skladbo, ker je pravzaprav tudi skladatelj. In še raznorazni, recimo tako kot projekt Martine in Simona in raznorazni projekti, ki so bili tam, so opozarjali pravzaprav, da je zemlja naš dom in da jo moramo paziti in ne se vprašamo, zakaj jo tako prav že skoraj nasilno onesnažujemo in uničujemo. Prav pomembno sporočilo za ta trenutek, pa tudi za celoten projekt Evropske prestolnice kulture, kaj ne, pod okriljem katere se je odvijal letošnji festival ROR. Ja, mislim, da je to ena od glavnih točk, seveda tudi prestolnice kulture. Mi smo v tem 3-letnem obdobju, kar smo festival pravzaprav ustvarjali pod tem okriljem, poskušali se približati čim večjim tem točkam, izhodiščem, ki so nam jih dali, seveda so nam jih razložili. Nekih večjih problemov pravzaprav tudi nismo videli, sej medgeneracijsko že sodelujemo, zunanje prostore že ves čas uporabljamo, malo smo se pa bolj zdaj posvetili prav tem ekološkim temam, no, pravzaprav. Gospa Testen, tudi vi ste že prejle nakazali, snemanje Nokturna je potekalo 10 let, če se ne motim. Ste v tem obdobju, to je kar
široko obdobje zaznali spremembe v naravi, v smislu zvoka. Kaj nam pove zvok o stanju narave, o zdravju, o njeni občutljivosti, ne nazadnje? Neverjetna sprememba se je zgodila v 10 letih. Zvočno onesnaževanje je neizmerno. Zanimivo. Nam se čudijo tudi ljudje po tujini, kako sta sposobna sploh kaj posnet, ker to so reaktivci na nebu, tle pri nas vozijo čez Alpe neprestano in res, ker naprimer ta zvok reaktivcev je zelo težko zbrisati, zelo težko je sčistiti zvok, tako da res neverjetna sprememba v 10 letih na tem področju in opažamo tudi, da nasplošno ljudje prenaglas poslušajo glasbo, po festivalih se vrtijo prenaglas zvoki in glasba in to škoduje ušesom. In izgubimo to občutljivost za poslušanje morda? Absolutno, mislim, da je v velikem porastu tinnitus, to piskanje v ušesih. Ne predstavljam si, kaj bo z našimi otroci v prihodnosti, ker so vsi na slušalkah. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje in gre za stvar navade. Rečemo, veliko stvari že sam človek lahko pri sebi zmanjša, da ne pride do poslabšanja sluha. Je tako pri sluhu, ko enkrat prebiješ, potem je uho poškodovano. In vsako uho je pa je tudi edinstveno. Ampak vi govorite sedaj o vplivu tega onesnaževanja na človeka, kaj pa na naravo, na živali? Omenjate reaktivce. Kako se živali odzovejo na to? Ste morda tudi to zaznali? Ne morem tega reči, ker tudi nisem zoolog ali pa da bi psiholog za živali. Sicer sem prebrala ogromno knjig na tem področju, ampak o tem ne. Tako da ne morem tega reči, vsekakor pa, tako kot vpliva na nas, tudi na živali. Vsekakor. Živali so inteligentna bitja, ki živijo pač v svojem subtilnem svetu in tudi na njih mi moramo paziti in odgovarjati, tudi na rastlinstvo. Kaj pravzaprav opažate na terenu, gospa Mango? Rekli ste, tudi vi ste se že ukvarjali z zvokom velikokrat v vašem umetniškem ustvarjanju. Kako se na to odziva narava? Ja, en tak primer smo imeli en projekt, kjer majhne piskajoče naprave namestimo na drevesa in ko so začele se odzivati, pač ena med drugo, so se začeli tudi ptiči, ki so bili tam okoli odzivati in pravzaprav je prišlo do tega, da so se tej ptiči kregali s temi napravami in jih sprožali in potem je, cel žur je bil po noči v bistvu v gozdu, mi smo mislili, da bo to ena sekvenca, ampak to je pa kar trajalo, ne. In do zadnjega, dokler nismo sneli naprav dol, so imeli pač ta dialog. Želim pa povedati, ne, navaden človek lahko sam zazna razliko med mestnim in recimo naravnim okoljem. Se usedeš recimo v park v Gorico, v Novo Gorico, ali pa v Ljubljano in slišiš, kako so pravzaprav ptice že skoraj moteče glasne, ker se derejo. Derejo se pa zato, ker imajo motilce okoli sebe in one med sabo komunicirajo bolj glasno. Ko prideš v naravo, se sicer ne vprašaš, zakaj ptički so tiho, ampak si rečeš, joj, kako je tle mirno, kako lepo pojejo ptički. Zato, ker nimajo motilcev in grejo tudi oni s frekvencami zelo nižje v svoji komunikaciji. Pravzaprav gre za to, da hrupno onesnažujemo, kot je Martina že povedala, in se pa nočemo zavedati tega, čeprav globoko v sebi vemo, kakšna je razlika med mirnim in nemirnim. To velja, bi rada poudarila tudi, da se navežem na letošnje projekte, tudi za vse, kar se dogaja pod morsko gladino pravzaprav, ker tudi tam je neverjeten hrup, ki ga povzročamo tako z ladjami, kot s tankerji in z raznimi napravami, ki jih pravzaprav potapljamo pod gladino. Tako da razni ekosistemi so podvrženi kar precejšnjim izzivom v tem današnjem svetu, kjer se prepletajo zvoki, tehnologija, vse povprek, ne samo mi, tudi živali.
Martina Testen, po uspešnem projektu, ki vas je, kot smo omenili, uvrstil v zbirko 15 najboljših terenskih zvočnih del zadnjega desetletja, imate že kaj podobnega v žepu, kaj pripravljate za naprej, kakšni izzivi vas še čakajo? Kot smo slišali, je tega še veliko. Ja, veliko in nas čaka kar dosti dela. Ne moramo, nočem prej povedati, naj bo vse ob svojem času, ampak ogromno idej, dobrih idej. In se prav veselimo, vse rabi čas, ne bomo 10 let snemali. Tudi, tako bom rekla, teh 10 let, med temi 10 leti so se dogajali tudi drugi projekti. To ni edini, seveda. Ja. Ko se je nabralo dovolj materijala in v bistvu se ravno ob desetletju je prišel ta album ven. In je dozorel in požel sadove, kaj ne? Ja, si želimo še več. V bistvu zdaj, tako, eno je album Nocturno, drugo je instalacija. Album Nocturno je posvečen prav naravnim zvokom po noči. Medtem ko instalacija govori pa tudi o drugi tematiki, govori o komunikaciji, kjer je predstavljen miceli kot največji v bistvu organizem na svetu. To je rastlinski sistem s pomočjo gob, ki je naravni internet. Ni samo prehrambena veriga, ampak se rastline med sabo prav obveščajo, in sicer o priložnostih, o nevarnostih. Zakaj? Zato, ker se zavedajo, da eno drevo samo ne bo preživelo dolgo, skupaj pa tvorijo en ekosistem, v katerem voda kroži, tla se gnojijo, s katerimi se rastline prehranjujejo. In to je en tak lep prikaz v naravi, da skupaj zmoremo več in da je pri tem pomembna komunikacija. Med vsemi nami, kaj ne? Tako. Najlepša hvala, gospa Mango, še zaokrožimo ta pogovor. Kako pomembna je Nova Gorica kot prizorišče za vaš festival ROR? Ja, zadnje 3 leta je bila sigurno središče sveta, ne? Tako. Letos pa sploh, ne? Pa sploh središče zemlje. Ja, zmotno bi bilo seveda prepričanje, da bo zdaj po 3 letih, ko se počasi EPK pač zaključuje, da se bomo spakirali kovčke in se umaknili. Nas se, draga publika, ne boste kar tako znebili in mogoče nas boste videli zelo kmalu, prav zelo kmalu. Kdo ve, plani, definitivno planiramo en dober počitek, seveda so ovire na tej poti, ker moramo še veliko narediti, ampak kmalu bo tudi to in se tega veselimo. Veselimo se pa prav vsakega snidenja ponovno s publiko. Nič se bat, nikamor ne gremo. Odlično. Ste nas kar pomirili s temi besedami, kajti res Nova Gorica v času festivala ROR utripa in živi prav posebej drugače in z eno tako energijo, kakršne ne doživi vsak dan. Najlepša hvala obema za pogovor. Zagotovo bomo sedaj obogateni z novimi uvidi, drugače poslušali in videli okolico okrog nas in se že veselimo vsega, kar boste v prihodnje ustvarili. Vam pa, spoštovani in spoštovane, hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej. Čau vsem, čau. Hvala za pozornost. Radio